Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, spoštovani slovenski demokrati in demokratke, lepo pozdravljeni predstavniki medijev, lepo pozdravljeni dragi prijatelji. Dobrodošli na konvenciji Slovenske demokratske stranke v volilni kampanji za državni zbor 2011 v 7. volilni enoti. Prvi in najbolj prisrčen pozdrav najprej namenjamo vsem kandidatkam in kandidatom SDS, ki kandidirajo v 11 okrajih 7. volilne enote. Pa seveda med nami pozdravljamo tudi predsednika, gospoda Janeza Janšo. No, toplo pa seveda pozdravljamo tudi članice in člane mestnega odbora Maribor, podžupana mestne občine Maribor, magistra Tomaža Kanclerja, predsednika odbora, primarja dr. Gregorja Pivca, bivšega rektorja Univerze v Mariboru, profesorja dr. Ivana Rozmana, podjetnika Denisa Ruklja ter vse druge ugledne predstavnike Mariborske univerze. No, seveda pa en prijazen pozdrav tudi vsem članicam in članom odborov SDS iz občin, ki spadajo v 7. volilno enoto. Konvencija Slovenske demokratske stranke za 7. volilno enoto na volitvah v Državni zbor Republike Slovenije poteka v Mariboru, drugem največjem slovenskem mestu. Maribor leži na stičišču prometnih poti v srcu Srednje Evrope in predstavlja gospodarsko, univerzitetno, kulturno, športno in sejemsko središče severovzhodnega dela države. K Mariboru gravitira pomemben del regije. Tako mesto in taka regija si zaslužita, da jo na državni ravni zastopajo sposobni ljudje. Preden nadaljujemo, pa bi želela opozoriti še na mejnik, pomemben tako za Slovenijo kot za Maribor. Danes je namreč državni praznik, dan Rudolfa Maistra. Namenjen pa je spominu na dan, ko je Maister s soborci prevzel vojaško oblast v Mariboru in s tem preprečil priključitev Maribora Avstriji. Ob koncu Prve svetovne vojne je namreč tedanji mestni svet razglasil priključitev Maribora k Republiki Nemški Avstriji, zato je Maister na svojem območju nemudoma ustanovil slovensko vojsko z okoli 4000 vojaki in 200 častniki, ter v noči na 23. november 1918 s svojimi soborci razorožil zaščitno stražo oziroma tako imenovano zeleno gardo mariborskih Nemcev. Novembra in decembra istega leta so Maister in njegovi soborci zasedli narodnostno mejno območje na Štajerskem. No, državni praznik Rudolfa Maistra praznujemo od leta 2005. Sicer pa je naše nocojšnje srečanje namenjeno predvsem predstavitvi kandidatov SDS, ki kandidirajo v 7. volilni enoti. In čeprav je res, da bomo nocoj veliko govorili, ker imamo pač veliko zapovedati, nas bo ves čas spremljala tudi glasba. Uvodoma so nas s svojimi kristalnimi glasovi pozdravile Kresnice, ena redkih ženskih vokalnih skupin, ki varujejo slovensko ljudsko pesem pred pozabo oziroma izumrtjem. No, ljudje, ki s srcem ostajajo v glasbi, v njej zagotovo ostanejo dolgo in za seboj pustijo uspešno pot, glasbo, ki gre do srca ljudi in ki tam tudi ostane. Eden takih je zagotovo Alfi Nipič. Legenda slovenske zabavne in narodno-zabavne glasbe, brez katerega si slovenske glasbene scene sploh ni mogoče zamisliti. Gospe in gospodje, Alfi Nipič!
skrbi. Zdaj se spominjam lepih let stvari, orjane dom prelepih dni. Zdaj so že došli, dekleta stavla in matere, zazidane skrivnostne svobodi in ponosno moro stavlja jih večli. Namesto češnje hiša zdaj stoji, orjane dom prelepih dni. Slovenija ni samo del skupnega evropskega trga in evroobmočja, ampak je tudi del evropskega političnega prostora, s katerim delimo številne enake ali podobne vrednote. SDS pripada Evropski ljudski stranki, ki je najmočnejša politična skupina v Evropi. Ta povezava je Sloveniji zelo koristila v času, ko je naša država leta 2008 uspešno vodila Evropsko unijo. Zelo koristna pa je lahko tudi v prihodnjih letih, ko bo morala Slovenija reševati doma nakopičene gospodarske in socialne probleme. Predsedniku SDS Janezu Janši in stranki je podporo izrazilo vodstvo Evropske ljudske stranke s predsednikom Wilfriedom Martensom na čelu, ter številni drugi, ki sodijo v to skupino. Še posebej odločno pa ga je podprla nemška zvezna kanclerka in predsednica stranke CDU Angela Merkel. Predsednik slovenske demokratske stranke Janša je preko Evropske ljudske stranke seznanil z razmerami v Sloveniji pred decembrskimi predčasnimi volitvami in s programom, ki ga je SDS pripravila za ponovni razvojni zagon Slovenije. Predsedniku Janši in stranki so izrazili podporo najvidnejši predsedniki vlad v Evropski uniji. Nemška zvezna kanclerka Angela Merkel pa je odtim dejala. Ich unterstütze Janez Janša ganz besonders und wünsche mir, dass er in der Wahl erfolgreich ist. Er hat Slowenien in den Euroraum geführt und er ist ein großartiger Europäer und deshalb wünsche ich ihm viel Erfolg und viel Kraft im Wahlkampf. SDS in njenemu predsedniku Janezu Janši so podporo izrazili tudi številni drugi evropski politiki in vodje najštevilčnejših delegacij v Evropskem parlamentu.
Frank Engel, vodja luksemburške delegacije pri Evropski ljudski stranki v Evropskem parlamentu, je med drugim dejal, da samo SDS lahko začne takoj po volitvah delati, da bi izboljšala stanje v Sloveniji. V zadnjih 2 letih je SDS pripravila konkreten program s konkretnimi predlogi za spodbujanje trajnostnega razvoja, izboljšanje stanja javnih financ in gospodarstva. Potrebni kratkoročni protikrizni ukrepi so prav tako pripravljeni za izvajanje. Po njegovih besedah je predlog SDS za dopolnitev Ustave Republike Slovenije, da bi omejili delež javne porabe v BDP na 45% odličen. No, izrazil je tudi prepričanje, da je glas za Slovensko demokratsko stranko na volitvah 4. decembra edino jamstvo, da optimizem ponovno pride v slovensko gospodarstvo in družbo. No, sprejemamo pa tudi številne podpore znanih in uspešnih Slovencev. Med njimi smo še posebej ponosni na podporo, ki nam jo je na uvodni konvenciji na Brdu pri Kranju izrekel edini slovenski olimpijski in svetovni prvak v atletiki Primož Kozmus. Z besedami: Slovenska demokratska stranka ima izrednega vodjo, ki je stabilna osebnost, pravi lider. Za njim pa stoji ekipa, ki ima izkušnje in se je že dokazala. Vem, kaj pomeni ekipa v športu. Verjamem, da je enako v politiki in da ste pripravljeni na nove izzive. Želim vam vso srečo na volitvah in potem pri upravljanju države. Vsi smo ponosni nanjo, le pravo vodstvo potrebujemo. Malo nalezli tudi mi tega olimpijskega duha in je prav tako. No, priprave na volitve so seveda veliko več kot le mesec dni volilne kampanje. Slovenska demokratska stranka po letu 2008, ko je le za las zgrešila zmago na volitvah, seveda ni sedela križem rok v opoziciji, temveč je iskala rešitve in izzive, ki jih pred državljane Slovenije postavlja tranzicija in za izzive, ki jih pred svet postavlja čas. Strokovni svet SDS je pripravil kompetenten in verodostojen program za mandat 2011 do 2015, ki dokazuje, da je pomembno biti sposoben in pripravljen in da samo nov obraz v politiki še zdaleč ni dovolj. Program SDS ponuja 10+100 rešitev za akutne probleme, ki jih pred nas postavlja kriza. Imamo rešitve, da prebrodimo težke čase, ki so pred nami. Da krizo uporabimo za to, da Slovenija iz nje pride boljša, močnejša in pravičnejša do svojih državljanov. Slovenska demokratska stranka je sposobna bolje, bolj pošteno, predvsem pa bolj pravično upravljati z državo ter povezati ljudi s ciljem hitrejšega razvoja in resnične solidarnosti. No, dovolite, da zdaj k besedi povabim profesorja dr. Ivana Rozmana, nekdanjega rektorja Univerze v Mariboru. Izvolite. Spoštovani gospod predsednik, gospod Janez Janša, spoštovani kandidati za državni zbor 7. volilne enote, spoštovane Mariborčanke, Mariborčani, članice, člani Slovenske demokratske stranke in drugi prisotni. Ko vklopimo televizijo ali radio, ali če odpremo dnevni časopis, vedno prečitamo, kako Slovenija glede konkurenčnosti nazaduje, kako nam narašča zadolžitev, kako se nam veča stopnja brezposelnosti, toliko, da ne rečemo, da nas včasih obdaja že uput. Pa to velja za Slovenijo. Pa če pogledamo, kakšen je Maribor, kaj se dogaja v njem. Pa če pogledamo nekaj let nazaj, v času Jugoslavije, je Maribor bil 10. največje industrijsko mesto takratne države. Če smo takrat vprašali našega nadobudneža, v čem je Maribor znan, kakšno ima industrija,
smo hitro odgovorili, ima podjetja, kot so Talna, potem hidromontaža, ima potem Marles, Livarno, ima tudi svoja trgovska podjetja, kot je Ferromotor, potem Vema, Jetrotehno in podobno. In kaj se je od takrat spremenilo danes? Če razmislimo, kaj lahko danes rečemo kot starši našim nadobudnim otrokom, kaj v Mariboru imamo, vemo, da smo včasih pridemo celo za grego. Lahko se pohvalimo, da imamo pošto, potem ostalih mogočnih podjetij živi še Talna. Mogoče bomo se spomnili na banko, pa mogoče še nekakšna manjša družinska podjetja. Zato ni čudno, da ugotavljamo, da Maribor zapuščajo prebivalci. Zapušča predvsem mlajša generacija, ki si išče službe bodisi drugih predelih Slovenije, deloma tudi preko meje ali pa celo odhajajo tujino. In kaj potrebuje, če lahko rečemo Maribor danes? Maribor je izgubil neke vrste identiteto. Maribor je iskanju nove identitete. In kakšna naj bo ta identiteta? To so vse vprašanja, ki si jih verjetno zastavljamo. Pa seveda, danes poznamo rešitve, ne samo za mesto, kot je Maribor, ampak za Slovenijo, kot je celota. In te rešitve je ravno program 10+100, ki ga ponuja socialdemokratska stranka. In naša naloga je, da temu programu sledimo, ker je to konsistenten program, celovit program, daje upanje, predvsem pa tudi mlade generacije prihodnost, starejšim pa dostojno življenje. Zato dajmo in sledimo programu, pogumno stopimo po poti, ki nam je usvojena. Hvala lepa. V slabih časih je še posebej pomembno, da breme krize nosimo vsi. Zato smo kot prvo geslo programa izbrali pravičnost. Vse to delamo zato, da bi ljudje imeli delo, varna, dobro plačana delovna mesta. Delo daje smisel obstoju človeka v družbi ter njemu in družini zagotavlja socialno varnost. Samo v pogojih gospodarske rasti lahko napredujemo. Vsako leto naredimo in zaslužimo nekaj več in tako izboljšujemo kakovost življenja in odpravljamo nepravične razlike med ljudmi in med deli Slovenije. Dovolite mi, da zdaj k besedi povabim predstavnika družinskega podjetja Stinako, ki sta ga leta 2003 ustanovila Zlatko in Liljana Rukelj. Podjetje Stinako se je od ustanovitve leta 2003 do danes z nenehnim razvojem, vlaganjem in kvalitetnim kadrom razvil v stabilno mednarodno povezano srednje veliko podjetje z več kot 200 zaposlenimi. Zlatku in Liljani Rukelj se je zdaj pridružil že tudi njun sin Denis, ki ga zdaj vabim k besedi. Pozdravljeni vsi skupaj. Kot ste zdaj slišali, je moje ime Denis Rukelj. Sem predstavnik družinskega podjetja Stinako iz Maribora, ki ga je ustanovil moj oče leta 2004. Od leta 2004 naprej smo začeli razvijati in povečevati kvaliteten kader, tako da so skozi nekaj let delovanja nastale 3 usmeritve delovanja. In to so montaža dvižne tehnike, montaža enostavnih in zahtevnih cevovodov ter vzdrževanje elektrarn in kotlov. Omenjene storitve izvajamo pretežno v Srednji Evropi, kot tudi drugod po svetu, na primer Islandija, Finska, Katar, Rusija, kar pa pomeni, da v največji meri delujemo v tujini in nismo vezani le na slovenski trg. Prav tako smo začeli z investicijo v coni Tesno oziroma bivšem Tamu zaradi prostorske stiske v sedanjih prostorih in zaradi perspektivne proizvodnje, ki bi bila dopolnilo k sedanjim storitvam montaže. Investicija bi v prvi fazi znašala 1,2 milijona evrov, v drugi fazi pa sledi še dopolnitev opreme.
do sedaj so stvari videti lepo in prav, vendar pa se v ozadju te zgodbe skrivajo manj prijetna dejstva, ki med drugim vplivajo na nespodbudni položaj Slovenije na lestvici mednarodne poslovne konkurenčnosti. Največja težava, katera dokazuje katastrofalnost naše birokracije, se nam je kot podjetju pojavila pri pridobivanju gradbenega dovoljenja in realizacije projekta v coni Tezno. Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja je bila vložena sredi leta 2009. Potem se je začelo zapletati z zagotavljanjem parkirnih prostorov, ne glede na to, da bil zazidalni načrt dopolnjen po predpisi. Ko se je rešila problematika glede parkirnih prostorov, se je zataknilo pri dovozu. Ne glede na to, da isto pot uporabljajo 3 novi objekti v isti ulici in da so lastniki iste dovozne ceste. Zaradi tega smo bili prisiljeni kupiti dodatno zemljišče, ki je kar za 5-krat presegla cene zemljišča v primerjalnih conah v Evropi, da smo si lahko uredili dovoz z druge strani. Naj omenim, da je med tem časom bila kupljena kompletna konstrukcija, ki je plačana čakala v skladišču. Prav tako smo imeli pismo nameri z nemško družbo, po katerem bi morali začeti s proizvodnjo konec leta 2010. Na koncu smo bili zaradi vsega zavlečevanja tako obupani, da smo hoteli prodati parcelo v coni Tezno, konstrukcijo peljati na odpad, ter celotno podjetje seliti v drugo evropsko državo, ki ne ovira, temveč nudi pomoč perspektivnih podjetjem. Po 2 letih zbiranja papirjev, ki zapolnjujejo 2 rednika in našteto dokazov, smo šele letos aprila dobili gradbeno dovoljenje. Za voljo tega smo dolgoročno izborili delo iz tujine za najmanj 20 novih delovnih mest v proizvodnji. Glede na vse mislim, da je naša birokracija prava katastrofa in za rešitev predlagam takojšnje ukrepe in odpravo ovir za normalno poslovanje. V poslovnih conah mora biti vprašanje dovoža rešeno prednostno in kar se tako fleksibilno, se gleda pa v nikogaršno škodo. Zaradi tega podpiramo rešitve, ki so predlagane v ukrepih stranke SDS 10+100. Hvala lepa. Hvala lepa, srečno še naprej. No, z nami nocoj pa je še ena legenda slovenske zabavne glasbe, avtor številnih znanih skladb in priljubljeni pevec Edvin Fliser. Edvin Fliser je posvojil Štajersko, Štajerska je posvojila Edvina. Sonce greje, doprt nas uzneva oči, si prve vsak zelene veje, dah presmeci. Na enem kraji črne goše, na drugem zlati kruh zori, pravi srečni človek še živi. Jesen bogata nogošaka, zapreje me vinogradi, Martin pa mojo grešno dušo greje mi. Pod nogami mi jutro škriple, trpeči vsak se bolj drži, doma pa po božiču že diši. Srcih si doma, neželjna Štajerska, od Goric do Pohorja, zelena Štajerska. Senci in dulci vsedemo, ko gremo stara, krepeli kruh na mreže, sladkovice streže, toda naša Štajerska. Si še zašpilam, bolj trdo, ker več nisem znal, da ti me ljubica spet čuješ, da bi rad.
majhni, lopotec letini papir, bogato, dobri štajerc oživi. V naših srcih si doma, dežela štajerska, od Gorickega polja, zelena štajerska. V senci noci vsedemo, ko gremo staza. Debeli kruh nam reže, sladkovince streže, toda naša štajerska. V naših srcih si doma, dežela štajerska. Od Gorickega polja, zelena štajerska. V senci noci vsedemo, ko gremo staza. Debeli kruh nam reže, sladkovince streže, toda naša štajerska. Debeli kruh nam reže, sladkovince streže, toda naša štajerska. Vse najboljšega Podjanša, vse najljubše na volitvah, veliko uspeha. Nasvidenje. Hvala lepa. Slovenska demokratska stranka bo na volitvah 4. decembra nastopila s kvalitetno listo kandidatk in kandidatov v 8 volilnih enotah. Danes vam predstavljamo 11 kandidatk in kandidatov, ki kandidirajo v 7. volilni enoti. To so ljudje, ki jim gre za stvar. Ljudje, ki jih odlikujejo znanje, izkušnje, sposobnost, pozitivna in ustvarjalna energija in ki se zavedajo, da bo treba v prihodnje dvakrat bolj trdo delati. In tako, v prvem volilnem okraju 7. volilne enote s sedežem v Šmarju pri Jelšah kandidira dr. Vinko Gorenak. Vinko Gorenak je doktor organizacijskih znanosti in je poslanec SDS v Državnem zboru Republike Slovenije. V vladi Janeza Janše je bil najprej državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve, nato pa je državni sekretar v kabinetu predsednika vlade. Je tudi izredni profesor za področje upravljanja varnostnih organizacij. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Ste univerzitetni profesor, pa me zanima, kdo vas bolj posluša, vaši študentje ali poslanski kolegi? No, jaz sem si zagotovo, da me oboji. Samo pristop moraš imeti malo drugačen. Pri študentih pa ti rečeš, kako se že vi pišete? Ker vam pejte, se vam ni treba biti na predavanjih. Pri poslancih moraš nastopiti malo drugačne. Najprej rečeš, če ne boste utihnali, boste dobili pauzo. Nekateri nehajo, nekateri ne. Potem jih moraš pa na malo drugačen način in rečeš, glejte, za 3000 evrov plače ne boste afne kunca, ven pejte. Veste, na koncu je rezultate, ja. Prvi se malo bojijo, drugi je pa sram. No, v tem mandatu ste predsednik parlamentarnega odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje in seveda zelo podrobno poznate situacijo v pravosodju. Kakšne rešitve pa načrtuje stranka na področju pregona organiziranega kriminala? Glede, da se tiče pregona organiziranega kriminala, je treba reči naslednje. Jaz gledam celo stvar od policije do tožilstva in sodstva. Ti ljudje so v bistvu nastanjeni v treh hišah. Prvi imajo tako stekleno palačo, pa se mi zdi, da ne vejo, kaj bi delali. Odnosno, da nimajo pravih prioritet. Poglejte, če držijo novice iz medijev, se ukvarjajo recimo z našim kozmosom, ki nas je nekoč pozdravil pred dnevi na Bledu, na Brdu. Drugi, bom rekel, delajo nekatere druge stvari. Skratka, pri njih bo treba v lepi hiši postaviti prioritete.
Kar se tiče tožilstva, imajo tudi kar solidno hišo. Zdi se mi, da izgubljajo tudi prioritete, včasih kaj pozabijo v omarah, pa tudi kako politično spišejo, kot vemo. Sodstvo, no tam je stvar malo hujša. Sodstvo je pravzaprav pa hiša, ki pušča na vseh vogalih. To hišo bo treba postaviti pa na novo. In to posebno novo s ustavnimi spremembami. Hvala lepa, srečno! V drugem volilnem okraju 7. volilne enote s sedežem v Slovenski Bistrici kandidira Jožef Jerovšek. Državnega zbora ni treba posebej predstavljati, je to Jožef Jerovšek, saj je poslanec že od leta 1996. No, čeprav se je danes moral žal opravičiti zaradi nujnih obveznosti in če tudi o njem kot o poslancu zagotovo veste že skoraj vse, pa morda ne veste, da je bil kot diplomirani inženir kemije najprej zaposlen v tovarni glinice in aluminija v Kidričevem. Razvil in upeljal je proizvodnjo eno od sestavin pralnega praška, ki jo izdelujejo še danes. Ko so ga nekoč vprašali, kaj počne kot uspešen inženir kemije v politiki, je v svojem duhovitem slogu odgovoril: najbrž gre za neko zakonitost, kajti tudi Margaret Thatcher je bila kemičarka po poklicu in tudi v slovenski politiki je nekaj kemikov. Želimo mu seveda 4. zmago na volitvah v državni zbor. V tretjem volilnem okraju 7. volilne enote s sedežem v Slovenskih Konjicah kandidira Mateja Pučnik. Je po izobrazbi profesorica geografije in zgodovine in poučuje na osnovni šoli v Zrečah. Je predsednica medobčinskega ženskega odbora SDS Slovenske Konjice Vitanje Zreče in občinska svetnica v občini Zreče. Je poročena in ponosna mamica 3 hčera. Dober večer. Pravite, da je eden od vaših razlogov za to, da ste se odločili za to kandidaturo, tudi ta, da vam kot ženski in kot mami ni vseeno, kaj se dogaja v naši državi. Za katere vrednote pa se boste zauzemali v parlamentu, če boste izvoljeni? Ja, res je. Poglejte, živimo v času divjega materializma in neusmirjenega potrošništva, v katerem te naše primarne vrednote kar nekako izgubljajo svoj pomen. Mislim, da s svojim življenjem in zgledom dokazujem, da vrednote, kot so pravičnost, poštenost, skrb za družino in pomoč sočloveku v našem slovenskem prostoru vendarle nekaj veljajo. In to bi rada prenesla tudi v parlament. Kakšne spremembe pa so predvidene pri šolstvu? Ja, poglejte, zagotovo bo največja sprememba ravno ta ustavna sprememba, ki bo določala obvezno srednjošolsko izobraževanje in bo moralo biti dostopno pod enakimi pogoji kot osnovno šolsko izobraževanje. Vse ostale spremembe so pa nekako povezane predvsem z dopolnilnim financiranjem deprivilegiranih območjih, vzgojo za pozitivne vrednote, spodbujanje k aktivnemu, zdravemu načinu življenja, redakcija učnih načrtov, razbremenitev, administrativna razbremenitev naših učiteljev. Vse to in še več predvideva naš program 10+100 v skrbi, da v Sloveniji dvignemo nivo znanja in v zavedanju, da so otroci naše bogatstvo, da so naša prihodnost in da je v njihovo izobraževanje potrebno vlagati največ. Hvala lepa, srečno. V 4. volilnem okraju 7. volilne enote s sedežem v Rušah kandidira doktorica Vlasta Karmel. Vlasta Karmel je doktorica tehniških znanosti z področja
doktorica kemijske tehnologije. Zaposlena je na Energetski agenciji za podravje, Zavodu za trajnostno rabo energije v Mariboru kot direktorica agencije. Poleg tega predava na več univerzah, sodeluje pri mednarodnih projektih, prav tako je aktivna v politiki na državni in lokalni ravni. Je poročena in ima 2 otroka, ki obiskujeta osnovno in srednjo šolo. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. No, vaše strokovne reference, vaš seznam nagrad, dosežkov in obveznosti je tolikšen, da bi mu verjetno lahko posvetili ves tale večer. Zdi se, kot da je naš dan dolg 24 ur, vaš pa 40. Pa mislim, da ni. Kako vam to uspe? S trdim delom, s pomočjo družine, prijateljev, znancev, sokrajanov in pa seveda skupaj z našim odborom Socialno-demokratske stranke v našem okraju. Zanima me, glede na to, da ste verjetno tako razpeti med vse te svoje obveznosti, kaj pravi vaš mož? Vas še pozna? To bi verjetno morali vprašati njega, ker pa je običajno bolj redko beseden, pove samo tu in tam in pravi, ti misliš, da podpiraš 3 vogale, jaz pa vem, kako je. Tako da v zdajšnjem času večkrat mora poseči tudi po družinskih opravilih, v zadnjih dneh si je moral sam zvikati tudi srce. No, vaše področje delovanja je že 6 let, trajnostni razvoj na področju energije in implementacije teh načel v vsakdanjem življenju. Kakšne pa so prioritete stranke na področju trajnostnega razvoja? Kot veste, Slovenska demokratska stranka si je med svojo glavno prioriteto ravno zapisala trajnostni razvoj, ki zajema na eni strani tako nova delovna mesta in gospodarski razvoj, seveda pa upoštevanje vseh zakonitosti varovanja okolja. Zdravo in kvalitetno človekovo okolje je naša vrednota in seveda tudi priložnost. Del varovanja okolja in pa gospodarskega razvoja, da tvorimo skupaj trajnostni razvoj, pa je tudi umeščanje objektov v prostor, kot smo prej slišali, in ravno pravilno ravnanje z prostorom nam lahko da priložnosti ne samo našim krajem, celotni Sloveniji, da se bo gospodarsko in pa tudi okoljsko razvijala. Hvala lepa, srečno. V 5. volilnem okraju 7. volilne enote s sedežem v Mariboru kandidira Katja Šoba. Katja Šoba je profesorica geografije in sociologije. Od oktobra 2009 do lanskega decembra je bila predsednica študentske organizacije Slovenije. Trenutno je zaposlena kot tržnica produktov in programov poslovnega sistema Papilot. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Organizirali ste vrsto kulturnih, humanitarnih, izobraževalnih, športnih projektov. Kaj pa je za vas bolj pomembno? Pravičnost ali solidarnost? To sta 2 vrednoti, ki sta neobhodno povezani in sta tudi na vrhu vrednot SDS-a. Ko so ljudje pozabili na ti 2 vrednoti, so se nam zgodili Vegrad, SCT in podobna podjetja, ki so izkoriščala delavce, in to se nam nikakor več ne sme zgoditi. In mislim, da sta to 2 vrednoti, ki bosta popeljali Slovenijo naprej, in jaz vem, da SDS jih zmore, premore in so tudi tista prihodnost, ki jo Slovenija potrebuje. Študentske organizacije Slovenije, zelo dobro poznate to študentsko sfero. Kakšne rešitve pa ponuja SDS za izboljšanje zaposljivosti diplomantov? Najprej je potrebno narediti kakovostno visoko šolstvo, torej v sistem akreditacije in evalvacije je potrebno uvesti objektivno preverljiva dejstva in pa finančno nagrajevati odličnost. To bomo dosegli tako, da bomo prenovili Nacionalno agencijo za zagotavljanje kakovosti in pa definitivno je potrebno povezati študij in pa že potencialna delovna mesta in pa samim delodajalcem omogočiti olajšave, da bodo potem te študente tudi zaposlili, in to je pot v večjo zaposljivost diplomantov. Hvala lepa, srečno! V 6. volilnem okraju 7. volilne enote s sedežem v Mariboru kandidira Ivan Pišek.
izobrazbi diplomirani ekonomist in končuje magistrski študij. Zaposlen je na Slovenskih železnicah kot strokovni sodelavec in vodja skupine za pridobivanje nepovratnih evropskih sredstev. Tretji mandat je aktiven kot vodja svetniške skupine SDS v občinskem svetu občine Starše in je tudi podžupan občine. Dober večer. Dober večer. Delali ste v Iraku kot poslovodja UNICEF-ove trgovine. Pripisujejo vam največ zaslug za začetek in uspešen razvoj humanitarnih akcij za obnovo in pomoč doma Antona Skale Maribor. Pomagate tudi vsem ostalim društvom v občini. Ali ste se zato morda odločili, da opravite šolanje za motornega pilota padalca, da ste lahko takoj tam, kjer vas najbolj potrebujejo? Ne, to ni razlog. Sicer sem res rad hitro na mesto, kjer lahko pomagamo in sem ponosen, da smo pomagali skupaj z Milanom Zverom tem otrokom s posebnimi potrebami. Ampak prej bi rekel mogoče, da je razlog teh mojih ekstremnih športov adrenalin, ki jo imam mogoče prereči, energija, ki jo kljub službi, privatnemu življenju, šolanju, še imam viška in želim pač spet v politiki. In parlament mislim, da je. Mislite, da je tako adrenalinski parlament? Je, zagotovo je. Zdaj pa, če to delaš kot hobi in to zraven posel še, je to večje zadovoljstvo in to večje uspeh tudi. Dobro, kakšne ukrepe pa pripravljate na področju gradnje in posodobitve javne železniške infrastrukture? Naša vlada je prejšnjem mandatu že sprejela resolucijo o razvojnih projektih 2007-2023, kjer je naredila izgradnjo infrastrukture po celotni Sloveniji. Zdaj, v tem sklicu so naši poslanci predlagali zakon o prioritetni izgradnji železniške infrastrukture, ki je bil sprejet. Zato je to prvi ukrep po mojem, prvi, ki jo moramo sprejeti v naslednjem parlamentu. Poleg resolucije o izgradnji infrastrukture, mislim, da bo to pogoji, ki bodo zagotavljali začetek obnove, ne vem, na tem področju mogoče elektrifikacije Hodoš, Pragersko, drugi tir Maribor proti Avstriji in druge primerne oziroma potrebne pa ekonomsko upravičene proge, ki pač bojo zagnale tudi gospodarstvo na tem področju. Hvala lepa in varen pristanek v parlamentu. Hvala lepa. Kraju, 7. volilne enote s sedežem v Mariboru, kandidira dr. Gregor Pivec. Dr. Gregor Pivec je zdravnik kirurg in že 5. mandat direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Je tudi član Mednarodnega združenja abdominalnih kirurgov in Mednarodnega združenja direktorjev evropskih bolnišnic. Je eden od ustanoviteljev Slovenskega združenja direktorjev slovenskih bolnišnic. Leta 2006 je bil kandidat za župana mestne občine Maribor in je član mestnega sveta. Dober večer vam želim. Dober večer. Ste odličen strokovnjak, kirurg z področja medicine. No, v parlamentu bodo verjetno zelo veseli, če bodo imeli zdravstveno pomoč pri roki. Ja, no, včasih verjetno res to tudi potrebuje. Moj namen bil, da bi se ukvarjal z zdravstvenim stanjem v parlamentu. Torej, glede na izkušnje in dolgoletno vodenje velikega sistema kot klinični center Maribor je, glede na to, da se je tudi pri nas zaključil nek ciklus, razvojni ciklus. Klinični center smo razvijali od splošne bolnišnice preko kardiokirurgije, medicinske fakultete, do kliničnega centra in ravno te dneve smo tudi zavezali zadnji projekt, to je razvoj onkološkega oddelka. Se mi dozdeva, da je ta ciklus nekako končan in glede na svoje izkušnje kot direktor seveda sem moral nekaj vedeti tudi o zdravstveni politiki in o politiki nasploh, se mi dozdeva, da bi lahko to s pridom uporabil tudi za bodoči čas. Kakšne spremembe pa ste kaj predvideli? Teh sprememb je kar nekaj. No, na kratko nekaj. Recimo, ena od teh sprememb na področju zdravstva je brez dvoma poudarjen odnos do kvalitete dela v sistemu. Pomemben element zdravstva je povezljivost sistema, se pravi, od primarne ravni, od zdravnika splošne prakse, specialista do najvišjega nivoja.
Veliko bo potrebno še storiti na področju preventive. Prepričan sem, da je potrebno dati bistveno večje kompetence vodstvenim kadrom v zdravstvu. Predvsem zavolite, da bodo postopki preglednejši. Potem je veliko za postoriti tudi v samem zdravstvenem sistemu, predvsem zavarovalniškem sistemu. Zavedati se moramo, da je zdravstveno zavarovalništvo oziroma princip solidarnosti in vzajemnosti v tem sistemu osnova socialne države, ena od osnovnih stebrov. In temu mislim tudi posvetiti v svojem prihodnjem obdobju sopozornosti. No, če boste pa videli, da je to kakšne neumnosti govorilo, pa tudi lahko vročino zmerite tam v parlamentu. To brez dvoma. Hvala lepa in srečno. V 8. volilnem okraju 7. volilne enote s sedežem v Mariboru kandidira magister Tomaž Kancler. Tomaž Kancler je magister arhitekturnih in urbanističnih znanosti. Delal je na Univerzi v Mariboru v lastnem arhitekturnem biroju, sicer pa je bil tudi že državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor. Od lani je podžupan mestne občine Maribor. Opravlja niz strokovnih funkcij, je tudi direktor komisije za mednarodne natečaje pri Svetovni zvezi arhitektov v Parizu. Je poročen in ima 2 otroka. Lepo pozdravljeni. Poleg vseh obveznosti, ki jih imate, ste tudi predsednik ženskega košarkarskega društva AJM. Ženskega košarkarskega društva. Me zanima, kaj žena pravi na to? Torej, zdaj, vzrokov je verjetno več, ne? Zdaj, zakaj ženske? Vse tudi ženske nastopajo v naših prvih ligah in vseh športih in mislim, da je to ena od ključnih zadev, da izpostavimo tudi to enakopravnost spolov v športu. Zdaj, če me nagovarjate pa z ženo in z ženami, ne? Jaz sem gotovil tam v svojih odraščajočih letih pubertete, seveda, da so ženske tiste, ki me nekako privlačijo, ne? To seveda pomeni, da sem v mladih letih bi se začel spoštovati to žensko kvoto, ki jo je politika šele kasneje ugotovila. Ampak to, ok, pustimo to. Jaz mislim, da je pomembno pri ženski košarki povedati to, da v našem klubu vzgajamo 100 deklic, torej od pionirske, kadetske, mladinske in članske ekipe. To se mi zdi izjemno pomembno. To je 100 mladih, ki niso na cesti, ki niso zgolj pred računalnikom, ki zdrav tekmovalni duh prenašajo v svojo vzgojo, v svoje življenje. In jaz mislim, da je to ena ključnih zadev pri mojem angažiranju v športu. Tako da je tudi žena nekako zadovoljna s tem vašim argumentom, očitno. Z ženo sem malo rada, to moram poudariti. In za vsako nevihto pride sonce. In tudi za Slovenijo prihaja sonce 5. decembra. Prej sem pomenila, da ste sicer strokovnjak z področja arhitekture in urbanizma, pa me zanima, kakšne ukrepe predvidevate na tem področju prostorskega načrtovanja. Poglejte, to so mnogo resnejše teme, kot smo jih načeli prej. Namreč urejanje prostora in prostorska politika je v vseh nekih 20 letih naše osamosvojitve bila zmeraj nekako postavljena na stran. Verjetno tudi zadnji minister ni takšen, ki bi bil verodostojen pri urejanju prostora. Urejanje prostora je nek sektor, ki vključuje skoraj vse ostale. Torej, pri urejanju prostora moramo govoriti o kmetijstvu, moramo govoriti o grajenju okolju, govorimo o kulturi, govorimo o energetiki. Vse to sodi v urejanje prostora. In mislim, da je ključna prihodno razmišljanje, da ustvarimo pravičen razvoj, torej med razvojem države
in varovanjem okolja. Jaz mislim, da predvsem v našem programu piše to, kot je predhodna dr. Remeljeva povedala, Slovenija se mora odločiti za trajnostni razvoj. Trajnostni razvoj pomeni obnovljivi viri energije, učinkovita raba energije, vse to, kar bo življenje naredilo boljše, enostavnejše in predvsem cenejše. Mi ne moramo graditi infrastrukturnih, energetskih objektov, ki nam bodo požrli vso neko substanco neke prihodnosti naše države. Hvala lepa, vse srečo. Kraju 7. volilne enote s sedežem v Mariboru kandidira dr. Milan Zver. Milan Zver je doktor znanosti z področja politologije, avtor več knjig in izvirnih člankov. Ustanovitelj in član več društev in humanitarnih organizacij. V prejšnjem mandatu je bil podpredsednik SDS. Je član izvršilnega odbora SDS in vodi odbor za šolstvo pri strokovnem svetu. Od leta 2009 je evropski poslanec in vodja slovenske delegacije Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Je poročen oče 2 hčera in dedek 2 vnukov ter vnukinje. Lep dober večer. Na vaše politično delovanje lahko spremljamo skoraj da na vsakem koraku in tudi ga, ker je zanimivo, ampak malo ljudi pa ve, da tudi radi kuhate. Ja, jaz sem zapisal življenje pis, pa malo si bilo to pobrati. Ampak, kar se tega tiče, nisem nič kaj posebnega. Jaz mislim, da je to splošna značilnost slovenskih fantov in mož. Kuhamo, pomivamo, čistimo, spravljamo, šivamo, čvačkamo, kaj še. Likate, ja. Pri meni je likamo. Smo slišali. Pri meni je pa problem ta, da tisto, kar skuham, tudi pojem. Da imava jaz in pa slovenska država en skupen problem. To je vitkost. Tega ne nimate. Samo to me še zanima, kaj pa je vaša specialiteta? Ja, rad skuham, no, specialiteta bi lahko bila kakšna piščanec v soli pečen, ali pa kakšna ribica. Predsednik si nasmihate, on je že probal. In ostal živ. Dobro, greva še malo na resnejše teme. Glavna razlika med Janševo in sedanjo vlado je različen pristop do politike skladnega regionalnega razvoja. Kaj konkretno ste in boste naredili za Maribor? Ja, v 90-ih letih mi je en kolega na Univerzi v Mariboru dejal, veš, Maribor je bil v 70-ih letih industrijska puščava. Danes je samo še puščava. Ampak v zadnjih letih je vendar nekaj se spremenilo, Maribor je postal lepo mesto. Mogoče imamo delček zaslug tudi mi. V času Janševe vlade smo od 4 do 8 kar precej investirali tukaj. Precej govorijo, da sem celo jaz usmeril več investicijskega denarja v Maribor, kot cela Pahorjeva vlada kasneje, bi verjetno kar držalo. Ampak če želimo zmanjšati regionalne razlike, je res potrebno pomagati, tudi z državno pomočjo, tudi z evropskimi regionalnimi sredstvi. Ni mogoče pristati na tezo, kot smo slišali zdaj v teh predvolilnih kampanjah, ko nekatere stranke pravijo, ne, vsaka regija, ki obstaja statistična, bo samo zadostna. Na ta način ne bomo spremenili situacijo, oziroma ne bomo zmanjšali razliko med centrom in pa ostalim delom Slovenije. Tako da smo, v tem času smo uredili mrežo srednjih šol, ogromno športnih objektov smo na novo adaptirali ali pa na novo zgradili in pika ne je bila seveda ta lepotica, ki si v Ljudskem vrtu. Hvala lepa, srečno. V 10. volilnem okraju 7. volilne enote s sedežem v Mariboru kandidira doktorica Andreja Špernjak. Doktorica Andreja Špernjak je doktorica
docentka. Samostojno je postavila Center za vseživljenjsko učenje na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Je članica odbora za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter članica ženskega odbora SDS. Lepo pozdravljeni. Delujete v akademski sferi. Kaj mislite, kaj so tiste hitre rešitve, ki jih potrebuje slovenska znanost in jih seveda ponuja program SDS? Slovenska demokratska stranka ima rešitve tudi za visoko šolstvo, tudi za znanost. Najpomembnejše, kar se meni zdi in seveda tudi strokovnjakom, je to, da fakultete in univerze odprejo vrata gospodarstvu in podjetnikom. Gospodarstvo in podjetniki morate povedati, kaj potrebujete, kakšnega diplomanta, za kakšnim znanjem. Zakaj novopečen diplomant ne more dobiti službe? Je zato, ker vse posod piše pogoj 3 do 5 delovnih let. Je kje pa naj dobi izkušnje? Se pravi, je treba dati izkušnje in vsa znanja na fakulteta. Me veseli, da me podpirate in seveda tako bomo tudi znanstveniki konkurenčnejši in bomo lahko nastopili tudi izven, še boljše izven meja. No, na enem od spletnih portalov smo prebrali, da ste prva kandidatka SDS v Mariboru, ki si upa nagovarjati ljudi na ulici. Že kot srednješolka ste začeli s prostovoljnim delom, od leta 2000 sodelujete tudi z Rdečim križem. Očitno vam prostovoljstvo in ta oseben stik pomeni veliko. Da, res je, zelo veliko mi pomeni zaradi tega, ker lahko ljudem in sočloveku nudim nekaj, za kar ne potrebujem denarja. In prostovoljstvo, lepa beseda, topla gesta je za vsakega od nas potrebna, vsak potrebuje pomoč in zakaj ne bi dala to, kar lahko dam, ker denarja pač toliko nimam. Zdaj pa osebni stik in kontakt, tega sem se naučila skozi leta. Predvsem mi je pomemben zato, kot delam študenti, kako osebni kontakt spostavim z njimi, ker jih poznam vsakega po imenu. Tudi še leta zatem, ko odidejo iz fakultete, še za vsakega vem, kako mu je ime in takrat se ljudje počutimo osebe in ne samo številke. In oseben kontakt je zelo pomemben, zato mi trenutno gre dobro na terenu. Naj vam gre še naprej tudi 4. decembra. Hvala lepa, srečno. V 11. volilnem okraju 7. volilne enote s sedežem v Mariboru kandidira Stojan Auer. Stojan Auer je diplomirani ekonomist, smer marketing in inženir multimedijev. V prvi vrsti pa podjetnik in direktor v lastnih podjetjih z več kot 20-letno tradicijo. Je dobitnik številnih medijskih nagrad, med drugim tudi nagrade za medijsko osebnost desetletja, ki ga je podelil Inštitut za raziskovanje medijev Mediana. Je poročen in ima hči Sandro. Dober večer. Dober večer, hvala lepa za tako lepe besede. Sem pa v prvi vrsti tudi Mariborčan in to čisti pravi Mariborčan. Svoje prve otroške dni sem namreč preživel na Pobrežju, potem smo se starši preselili na Tavor in kasneje me je pot skupaj z mojo soprogo zanesla na Tezno in prav zdaj v vseh teh 3 okrajih tudi kandidiram in lahko rečem, če bo vse po sreči in če bodo moji krajani za to, bo tudi Tezno imelo prvega poslanca v državnem zboru nasploh, pa tudi Tavor in tudi Pobrežje. Prve naloge, ki bi se jih lotili za mesto? No, najprej je treba seveda vedeti, da zelo dobro poznam vse ljudi. Tu sem torej odraščal, vsak dan jih srečujem. Imel sem številne možnosti, da odidem v tujino, na koncu koncev ja, da grem tudi v Ljubljano. Ampak sem vedno znova ostajal zvest svojemu kraju, sem pripeljal toliko svetovnih zvest, da so se nam čudili ne samo tisti v Ljubljani, ampak tudi tisti zunaj naših meja, Avstrijci, Italijani, Mađari, vsi so sem hodili gledati to čudo, kaj se pravzaprav dogaja v našem mestu in kako se pravzaprav lahko povzdigne glas ne samo oddaji, ampak Sloveniji nasploh. No in zdaj, ko gledam te ljudi, pač sočustvujem z mnogimi, kajti najprej bi seveda veljalo razmisliti o tem,
da tem ljudem, številnim Mariborčanom in Mariborčankam, najprej odpravimo krivice. Zgodile so se namreč njim mnoge krivice, predvsem tistim, ki so vso svoje življenje pustili od teh gigantih, kot je profesor Rozman odlično dobro povedal danes v metalni elektrikovini. Tam so pustili, lahko rečemo, svoje življenje. In danes dobesedno strahom čakajo, ali bodo dobili to pokojnino, ki se jim mnogič, seveda niti ne more reči dostojna pokojnina, ampak neka mala mezda, ki jim pač omogoča zgolj ali bolj ali manj preživetje iz meseca v mesec. Takšne krivice treba odpraviti. Veste, danes nekateri obljubljajo, da bodo seveda svojim programom omogočali 1000 evrov pokojnine, pa 1000 evrov minimalne plače. Ampak ja, nekateri seveda samo to obljubljajo. V programu, ki ga je napisala Slovenska demokratska stranka. Jaz danes sem tukaj na tem mestu zelo vesel, da med vami vidim tudi veliko predstavnikov Mariborske univerze. Vedno znova govorimo o tem, da mora ta univerza stati za mestom, dati številne diplomante in ti bodo seveda potem to, kar jih univerza nauči, prenesli tako rekoč v prakso. Najprej je potrebno seveda poskrbeti za to, da bodo ti ljudje lahko dobili iz meseca v mesec varno pokojnino. To pa pomeni, da moramo najprej poskrbeti za razvoj podjetništva in gospodarstva. V tem programu, za katerega jaz pravim, da ni samo program Slovenske demokratske stranke. To je program, ki ga morajo izključno prepoznati in vzeti za svojega. Vse Mariborčanke in Mariborčani, vsi Štajerci in Štajerke. Kajti to je program, ki nam edini prinaša novo upanje in svetlo prihodnost. Glede na to, da se poznava kakšnih 25 let, čeprav vem, zgleda mlajša, hvala, lahko vprašam, hčerka, na katero ste zelo ponosni in noseča. Kaj je fantak ali punčka? No, danes bom razkril to skrivnost. Letos je naš predsednik dobil fantiča, Črtomerja. Stojana in njegova družina bo prihodnje leto dobila meseca marca Arabelo, torej punčko. Torej, morda bomo še nekaj želati. Hvala lepa in srečno, gospe in gospodje. To so torej kandidatke in kandidati Slovenske demokratske stranke za volitve v Državni zbor 2011 v 7. volilni enoti. Mikrofon, samo še za hipec, kaj ti napovedal bo nekaj prav zelo posebnega. Res je, vse tiste, ki ste danes zbrani v tej dvorani in seveda tiste, ki so doma pred malimi ekrani, kjerkoli ste že. 4. december je zgodovinski dan, ne samo za mesto Maribor, za vso Slovenijo. In na ta zgodovinski dan, če želite, da se bo ime Maribora in tudi Štajerske nasploh, danes je tukaj, tako rečem, venček najboljših kandidatov na Štajerskem ponesel v Državni zbor, boste obkrožili številko 5. In zato, da ne bomo skrbeli za naše rodove, za mojo hčero in predvsem za mojo novo vnukico, zapojmo vsi skupaj z njo in z mojim novim naraščajem našo himno. Tukaj je moja hči Sandra. Nosim jo, njene gore biserne
Moram narediti prostor. Zdaj, drage gospe in gospodje, mi je namreč v veliko čast, da povabim predsednika stranke SDS, gospoda Janeza Janšo. Hvala lepa. Dolg aplav ste mi namenili, to je očitno znak, da želite kratek govor. Bomo upoštevali kampanje, že kar dolga veliko govorimo in vse bolj se mi zdi, da je morda bolje, da več časa namenimo pesmi in delu kot pa govorjenju. Pesmi do volitev, delu pa po volitvah. In tisto, kar je razlika, kar je ključna razlika med Slovensko demokratsko stranko in našo politično konkurenco, je ravno ta pogled. Vsi ostali so bolj usmerjeni v to kampanjo in v volilni dan. Naš pogled pa se obrača naprej. Ni toliko pomembno, kaj bo zdaj, pomembno je, kaj bo potem, po 4. decembru. V tistem času ležijo pravi izzivi za Slovenijo. Te volitve, ki so pred nami, bodo najpomembnejše volitve od leta 1990 naprej, od osamosvojitve. In mandat, ki je pred nami, bo verjetno ali pa skoraj zagotovo najzahtevnejši za Slovenijo od naše osamosvojitve. Mi se tega zavedamo in mislim, da se tega zaveda tudi večina Slovenk in Slovencev, državljank in državljanov. Kamorkoli pridemo v tem predvolilnem času, srečamo to razumevanje, srečamo neko zrelost v slovenskem prostoru, zavedanje, da pač tako, kot je šlo naprej ali nazaj zadnje 3 leta, ne bo šlo več in da je treba veliko stvari korenito spremeniti. In tukaj se zdaj pojavi vprašanje, kako. Ponujajo se različne rešitve, tudi tako imenovani novi obrazi, čez noč so nastavili neke nove liste ali stranke, niti toliko časa niso imeli, da bi si poiskali spodobno ime, zato se imenujejo kar po svojih predsednikih. To je predvsej redka stvar v demokratičnem svetu, ni pa to ključni problem. Ključni problem je, da mnogi niso niti napisali svojega programa, ampak so jim to naredile PR-ovske agencije in nastaja težava v tem predvolilnem času, ko prihaja do soočen teh programov in pogledov za naprej, ko nekateri iz dneva v dan pozabljajo, kaj v tem programu sploh piše in enkrat zagovarjajo eno, drugih zagovarjajo drugo. In namesto, da bi bil ta čas tudi čas nekega produktivnega usklajevanja, je za mnoge to čas, ko se še iščejo in tavajo. Slovenska demokratska stranka ni od včeraj, ima svojo tradicijo, svojo zgodovino, svoje spone, tudi padce. Iz obojih smo se veliko naučili, imamo trdne temelje in za ta čas, ki je pred nami, imamo tudi 3 ključne prednosti pred našo politično konkurenco. Prva velika prednost je v naših izkušnjah, tako pri vodenju Slovenije, kot tudi pri reševanju drugih iz časov, problemov drugih iz časov, ko je Slovenija vodila Evropsko unijo. Nabrali smo veliko znanja, vemo, kako se rešijo številni problemi, s katerimi so se srečali drugi, mi pa morda še ne. In imamo mednarodno podporo na tej poti in obljubljeno pomoč sodelovanja, ko bo šlo za reševanje naših težav. Druga velika prednost so naši kandidati in naše ekipe, ki jih ponujemo volivkam in volivcem po 8 volilnih enotah na teh volitvah. Ponudili smo najboljše.
Slovenska demokratska stranka je tudi edina stranka, pri kateri vsi naši evropski poslanci kandidirajo na teh volitvah, so pripravljeni pustiti funkcijo v Evropskem parlamentu, ki so bolj cenjene in dela doma, zato ker vedo, da jih Slovenija potrebuje. Tako Milan kot ostali dve kandidatki s 1. decembrom dobi Slovenska demokratska stranka v Evropskem parlamentu. 3 poslance bo daleč najmočnejše zastopstvo, to iz Slovenije, ampak prav vsi kandidirajo tudi za slovenski parlament, za razliko od vseh drugih, ki tega tveganja niso sprejeli. To navajam zato, da bi ilustriral dejstvo, da smo dejansko v Slovenski demokratski stranki, ko gre za kadrovsko ponudbo, pripravljeni ponuditi najboljšo, dobre rešitve. In samo iz kolegic in kolegov, ki stojijo tukaj za nami in ki kandidirajo v tej 7. volilni enoti, bi lahko sestavili praktično celotno slovensko vlado, bistveno boljšo od sedanje. Ko ste prej poslušali njihove predstavitve, ste verjetno sami dejali, to je to. To so ljudje, ki jih Slovenija potrebuje. To so tudi kandidatke in kandidati, ki jih Maribor ali pa mariborsko volilno področje potrebuje v naslednjem parlamentu, v naslednji slovenski vladi ali na odgovornih mestih, ko se bodo reševale resne težave, ki so pred nami. Tretja prednost, ki ima Slovenska demokratska stranka, pa je v našem vedenju. Mi vemo, kaj nas čaka in vemo, kako na te izzive odgovoriti. Program 10+100, ki ga predstavljamo v tej kampanji za naslednji mandat, ni nastal čez noč, niso ga napisali drugi. To je plod trdega dela zadnjih 3 let. Slovenska demokratska stranka ni spala v opoziciji. Mi smo skušali pomagati reševati te težave tudi iz opozicijskih klopi. V 3 letih smo predlagali preko 200 protikriznih ukrepov v proceduro v državnem zboru. Žal jih je bilo večino arogantno zavrnjenih. Nekateri od teh so zdaj del našega programa za prihodnost. So stvari, ki jih bomo morali narediti. Prej bi jih bolje bi bilo. Zdaj bo cena večja, ampak jih bomo morali narediti. To so glavni ukrepi za prvih 100 dni, teh 10 ukrepov, s katerimi bomo skušali sanirati in stabilizirati stanje v Sloveniji. In potem imamo 100 ukrepov, ki so namenjeni temu, da Slovenijo spet poženemo v tek in da ujamemo razvojni zagon, kakršnega je imela Slovenija pred 3 leti in na nek način tudi ves prejšnji čas od osamosvojitve naprej. Vse od leta 1991 do leta 2008 je Slovenija rasla. Se je Slovenija razvijala hitreje, kot pa se je razvijala Evropska unija. Lovili smo ta razvojni zaostanek. Prišli smo iz 45% na začetku na 91% evropskega povprečja, vendar se je potem ustavilo. Zadnje 3 leta smo šli navzdol, danes smo verjetno nekje na 85% in to padanje je najprej potrebno zaustaviti. Ne bo lahko, mi ne obljubljamo, da bo naslednje leto takoj čez noč vse bolje, to bi bilo neresno, to bi bilo norčevanje iz zdrave pameti volivcev. Zelo se bomo morali potruditi, vsi bomo morali sodelovati za to, da ne bo slabše, da bomo ohranili ta standard, ki ga imamo, čeprav je za mnoge zelo nizek. Vendar čez noč te rešitve ne bodo delovale. Jih je pa treba sprejeti takoj. In potem bodo rezultati. Računamo, da bo po 1 letu tega obdobja, ko bomo stanje stabilizirali in začelo vračati, Slovenija lahko ponovno zajela sapo. In takrat, ko boste videli na poročilih, da se je brezposelnost zmanjšala
da ima v Sloveniji več ljudi delo kot prejšnje leto. Takrat vedite, da se je začelo okrevanje. Rešitev je v novih delovnih mestih. Ni rešitev v novem zadolževanju, ni rešitve v povečanju davkov, lahko jih dvignete tako, da bodo davki še enkrat večji, samo če bo tistega, od česar pobirate davke, vedno manj, bodo tudi prihodki v proračunu vedno manjši. Enako velja, ko se govori o tako imenovani pokojninski reformi. Vi lahko dvigujete starostno mejo za upokojitev do 80. leta. Nič ne bo pomagalo to pokojninski blagajni, če ne bo novih ljudi, ki bodo zaposleni in ki bodo plačevali to blagajno. Tudi za pokojninsko reformo ni toliko ključno, kdaj bomo šli, ali pa boste šli v pokoj. Bistveno bolj ključno je, da bo več ljudi zaposlenih, da bo več ljudi imelo delo, da bo več ljudi polnilo to pokojninsko blagajno. Prejšnja vlada, oziroma vlada, ki zdaj odhaja, je delala velikansko napako na tej točki. Upokojence je razglasila za krivce za krizo, za proračunski strošek. Pokojnine niso proračunski strošek. Pokojnina je, oziroma bi morala biti pošteno plačilo za pošteno minulo delo. Nobene škode oziroma nobenega problema ni, če se pokojnine usklajujejo s plačami. To je popolnoma normalno. Če seveda to zmoremo. To je popolnoma normalno zato, ker to ni strošek, ampak je to plačilo za minulo delo. Vsak, ki se zaslužil pokojnino, je za to plačeval desetletja. In če kaj problem je to, da ima večina slovenskih upokojencev danes 500 evrov pokojnine. To je problem, ne? Prenizke so te pokojnine. Ni problem, da bi bile previsoke, ali da bi to prevelik strošek. Ampak stanje se bo izboljšalo samo, če bomo gospodarstvo ustvarili pogoje za to, da bo lahko več investiralo, da se bodo odpirala nova delovna mesta in da bo več ljudi zaposlenih in bo plačevalo pokojninsko blagajno in v zdravstveno blagajno in seveda tudi dajatve. Več bo zaposlenih, več ljudi bo plačevalo te dajatve. Manjše bodo lahko te dajatve, ko gre za številko na posameznika in tudi vse skupne blagajne bodo polne. Zakaj leta 2008 ni bilo teh problemov? Zato, ker je bilo 60 000 ljudi več zaposlenih in ker je takrat Slovenija izdala še 100 000 delovnih dovoljenj za tujce. 160 000 ljudi več je v Sloveniji imelo delo, ustvarjajo novo delovno vrednost. Potem pa je šlo vse navzdol, namesto da bi teh 8 milijard, za katere so nas vložili, vsaj polovico vložili v infrastrukturo, v izgradnjo tretje razvojne osi, v projekte, ki smo jih načrtovali že v našem mandatu, se je vse to pojedlo in je šlo iz rok v usta. In ker nismo nič sejali, danes nič ne žanjemo. In bo treba varčevati za to, da bomo dobili seme, ki bomo posejali in čakati še kakšno leto na rezultate. Vendar to zmoremo. To najbolj v Mariboru najbolj veste. Danes je državni praznik, majstrov dan. Pogumu Mariborčanov, na katerega ni nihče računal, mestne oblasti so takrat po koncu Prve svetovne vojne razglasile priključitev Maribora, Avstriji, misleč, da tako, da bodo ljudje to kar sprejeli, da so ovce, ki gredo za takšnimi ukazi, ampak Maribor se je uprl, majster se je uprl in tudi po njegovi zaslugi je danes Slovenija vsaj tolikšna, kolikšna je. In ta zgodovina se je ponovila tudi v času slovenske osamosvojitve. Tudi leta 1991 so v Beogradu računali, da lahko v Mariboru pravzaprav dosežejo največ. Rekli so, da je najbolj jugoslovansko mesto v Sloveniji. Zato so šli v tisto provokacijo v Pekrah, maja 1991.
Ampak se je zgodilo enako kot v Majstrovem času. Maribor se je uprl. Maribor je dokazal, da je pravzaprav najbolj slovensko mesto v Sloveniji v tistem času. Če je bil ta pogum takrat, potem je verjetno tudi še danes. Če smo bili še pred 3 leti uspešni, potem ni nobenih razlogov, da tudi naslednje leto ne bi bili uspešni. Smo isti ljudje, imamo iste ali pa še boljše potencijale, tudi zunanje okolje nam ni nič manj naklonjeno kot Avstriji, recimo, ki gre bistveno bolje skozi te čase, ali kakšni drugi državi, ki je tudi bistveno boljša, recimo Poljska, ki sploh ni imela recesije. Samo te potencijale moramo izkoristiti, moramo znati sodelovati in moramo vedeti, kje je naša moč. Naša moč je ravno v ljudeh, v nas, ne v nekih institucijah, birokraciji in v čakanju, da bodo drugi rešili naše probleme. In Slovenci smo poleg tega, da smo sposobni tudi solidarni. Vendar zahtevamo, da je ta solidarnost pravična, da se pomaga tistim, ki so pomoči dejansko potrebni, da se teh transferov ne izkorišča. In enako velja tudi, ko bo šlo za zategovanje pasu drugo leto. Danes smo začeli ravno tukaj v Mariboru socialni dialog s predstavniki sindikatov. Bilo je skoraj 20 predstavnikov reprezentativnih sindikatov v tem dialogu. Nič ni nemogoče, veliko stvari se je možno dogovoriti in Slovenija potrebuje za prihodnost en velik socialni sporazum in medgeneracijski dogovor. Vsi smo povezani med sabo, nima smisla delati eno reformo za eno generacijo proti drugih. Nikamor ne bomo prišli na ta način. Vsi moramo prispevati tisto, kar lahko. Torej, Slovenska demokratska stranka ima program za prihodnost. Vemo, kaj je treba narediti v prvih 10 dneh, vemo, kaj je treba narediti v prvih 100 dneh, vemo, kaj je treba narediti v 4 letih. Ne, sam pogoj za to, da to naredimo, obstaja in to je dovolj veliko zaupanje volivcev. Mi ne potrebujemo teh volitvah, ki ne bodo volitve kot vsake druge, ne potrebujemo samo zmage. Mi potrebujemo tako veliko podporo, da bo možno sestaviti koalicijo razuma, trdno vlado z veliko večino, ki bo ukrepe, ki so nujni, lahko izpeljala takoj, ki bo imela zadostno avtoriteto, da izpogaja ta socialni sporazum, ki bo lahko s to avtoriteto povezala tako socialne partnerje, kot različne generacije in Slovenijo ponovno popeljala naprej. Še kakšnih 10 dni imamo, da povečamo to podporo, na vseh nas je, da to naredimo. Jaz sem prepričan, da bomo to storili. 4. decembra torej gremo na zmago. Slovenski demokratski stranki bo uspelo, Sloveniji bo uspelo. Hvala lepa, dragi prijatelji. Pred nami je še kakšnih 14 dni trdega dela, tako za naše kandidate, kot za njihove volilne štabe. Ampak prepričani smo, da nam bo uspelo. 4. decembra. En lep večer vam želimo še naprej, na oder pa vabim Boštjana Konečnika. Srečno!
cerkvici smočeši zvori, a ja sam še pri svoji ljubici. Sva se ljubili, slovo je badi, od svoje ljubice zaljubljene. Potreba stati, slovo je badi, od svoje ljubice zaljubljene. Pri farni cerkvici zvončeči zvoni, a ja sam še pri svoji ljubici. Sva se ljubila, ljubezen skrila, tako da zapovedati ni bilo. Sva se ljubila, ljubezen skrila, tako da zapovedati ni bilo. Gremo na Štajersko, gledat kaj delajo, gledat kaj delajo ljubice tri. Prva je kuharca, druga je kelnerca, tretja je ljubica mojega srca. Prvi pa hodil mis, drugi pa hodil bit, tretji pa hodil bon, srček mladi. Juckaj! Še ajda sorry, še ajda sorry, še ajda sorry. Ena dečva jo šalje, jo glavca boli, jo glavca boli prav zares. Tri jo še šalje, tri sloge ima, Prisloge ima, pa na roke pogledal se šulja peva, se šulja ima prav zares. Vsi so venciveli, vsi so venciveli, vsi so venciveli, samo zeleni. Alga je zalemle, alga je zalemle, alga je zalemle svojimi izkusami. Živi moja spuza, živi moja spuza, živi